Zvonček, morje, plaža, kje druge sva kot na rajskih otokih Tajske. V prejšnjih vlogih smo si že lahko pogledali Bangkok in pa severni del Tajske z džunglo. Zdaj pa smo v bistvu z notranjim letom poletela na Phuket in začenjamo z Island Hopping Adventurom. V tem vlogu si bomo pogledali Phuket z okolico, v naslednjih vlogih pa se odpravljamo na vse znane otoke. Ko Phi, Koh Lanta, celo do Krabija pridemo. Tako da krpajmo vlog in začnimo s tole dogodivščino. Tajska je res ogromna, predvsem dolga in naj je presenetilo, koliko časa sva porabila od severa do juga. Nekje 13 ur pa pol sva imela tranzita, namreč iz Paja sva se mogla premakniti do Chiang Maja, to je bilo nekje 4 ure. Potem sva imela notranji let, ki je bil dolg kar 2 uri in potem še v bistvu 2 uri po Phuketu. Tako da, ja, plus vso čakanje, praktično cel dan sva porabila za premik. To pa so medeni tedni, da moraš takole delati. Je pa je, če se seleš na drug konc sveta, pa imaš vso prtljago s sabo. Hotel so imeti za taksi 10 evrov za 600 metrov. Grab pa sploh ni pa več hotel priditi, sploh se njim ben javil. Tako da so rekla, reč 600 metrov grejo lahko peš. Tokem pa že ne dam. Ne dam 10 evrov, mi ni šans. Kaj punča, srečen? Zmajka predvsem. Po 13 urah pa pol tranzita. Ampak sem pa prešparil 10 evrov Gorencem na jedni ponosen. Malce nama je vroče, pa malo se morava sestaviti. Ampak čakava, da dobiva sobo, ker izgleda so zgubili na eno rezervacijo. Ob 9 zvečer pa naj nas spravijo v sobo. Katastrofa. Vse bo. No, sej sobo so pa eventualno najdali in sva se lahko spočila, tako da so potem naslednji dan začela polna energija za noven dogodivščino. Bejba malo sadja prodaja, pa še malo skuterje renta, tako za uspeh. Ja, na skuterju naju je ustavila tajska prometna policija. In da ne bo pomote, to se na Tajskem rado zgodi, kljub mogoče obratnemu prepričanju. Midva sva jo sicer zvozila brez zapletov, ampak zgolj zato, ker sva bila na to pripravljena. Na tej točki bi bilo smiselno spregovoriti tudi nekaj o pasteh rentanja skuterja na Tajskem. Prvič, obvezno imejte s seboj mednarodno vozniško dovoljenje. Vse več prodajalcev najema skuterja vas bo po tem dokumentu povprašala in vam ne bo želela rentati skuterja, če ga nimate. Če pa že ne prodajalci, pa vas bodo sigurno po njem vprašali policisti, ko vas ustavijo. Nama je dovoljenje pregledal in naju izpustil, medtem ko je par za nama imel le domače vozniške in sta dobila kazen. Drugič, imejte izpit za motor. Skuterji, ki jih posojajo na Tajskem, so bistveno močnejši, ekvivalent približno našim 125 kubičnim motorjem. Tako da vam naš izpit za skuter, ki ga dobite ob opravljenem avtomobilskem vozniškem dovoljenju, tam ne bo veljal. In to je jasno razvidno tudi iz mednarodne vozniške. Kazni sicer niso visoke, ampak vseeno, zakaj bi plačal, če ni treba. Tako da previdno. Našega piškota je čist skoril. Daj, kada skuterjem, kada feno klopla, vroče in bi letela in bi mi feno glava pihal. Meni je tako vroče. Kupila sva ledene vode, ja zdaj so vroče. Tukaj so paren, da živeti ne moreš. Drugače sva pa prišla do zadnjega pragozda oziroma tropskega deževnega gozda na Phuketu, kjer si imamo par stvari za pogledati in če bova imela srečo, bova celo kakšno opico, kakšnega gibona videla, ker imajo tlele rezervat za njih. No, tako, evo, po razburkani in kar precej utrujajoči vožnji sva le dosegla Mopa Eng Waterfall oziroma slap. Do njega vodite ena taka zelo lepa gozdna cestica, tlakvana, pa malo netlakvana. Skratka, 5-10 minuten sprehodek, ampak kar je una kljukica na konc, ki jo lahko narediš, je pa, da se zdaj vrževa sem noter,
pa malo ohladiva, ker je noro vroče danes. Glej zdaj tole, instant kulo. Pa še kar čist je tale voda, glede na to, da se ponad ful odstrane. Dobro so nategnili. Prvič so zvišali ceno iz 200 batov na 400 batov po osebi, tako da so kar nekaj dala za vstopnijo, ampak so rekla, dobro, ni panike. Se greva do Slapu, pa še tle je pač Gibbon Rehabilitation Program, se pravi, da imajo te opice, pa da jih pa lepo vidiš, hranijo, vzdržujejo, kaj je svem kaj, ampak je zaprt. Ja, kakor vidite, pač zaprt, porušen, zapuščen. To so bilo včasih štenge. Škoda. Se naju poznate, midva rada loviva sončne zahode, še sploh, če so na res posebnem mestu, kar tole absolutno je. Veliko budo so postavili na hrib, v bistvu na Phuketu, kjer ima cel pogled na otok oziroma zelo lep pogled na Phuket Town. Je pa v bistvu to tretja največja oziroma najvišja buda na celi Tajski. Buda je prekrita iz čistega marmorja, so pa v bistvu izgradnjo te bude začeli leta 2004 in do leta 2017 so zgradili približno 80% celotnega projekta. Pa le malo bolj obladljiv za snemat, kaj manjši. Ja, itak da mora biti zraven ta velzga še en zlat Buda. To je neverjeten, pač z fotoaparatom ga sploh ne ujamem, celega noter, tako da... Ojoj. Te imaš razgledno točko. Ja. Opice so tudi, a ne? Ja, je treba paziti, prej so lihenjmo otroku čips ukradli. Bogi. Loj. Ja, lepo bi mu Moj ukradli. hotla telefon ukradeti. Pri Budi vas potem čaka še spektakularen razgled, pač lahko se sprehodite okoli in okoli in res vidite cel otok. Ja, idem pazi, opica zadnji. Ja, teh se pa treba paziti. Ja, komar nič oritko. Pač meni je sam strah tlele hoditi, ker je noč, nič ne vidiš. Vse šmi. Vse šmi, ja, tako da ne bom mi tole kamero rajš malo pospraviti. Phuket sva si vzela dokaj ležerno. Drugi dan je bil bolj namenjen lenarjenju, obisku lokalnih tržnic in uličnih stojnic s hrano, ter seveda kopanje na plaži ob hotelu z obveznimi sprehodi ob sončnem zahodu. Glede na to, da sva na otokih, je obvezno, da iz Pad-Thaja prešaltava na morsko hrano. Le-ta je tukaj sigurno bolj sveža kot nekje sred džungle na severu. Ampak kljub temu previdnost ni odveč. Čeprav rakce in jastoge ter ostale morske dobrote potegnejo kar takole direktno iz akvarijev, midva vedno preventivno vzameva kakšno kapsulo, vitale jim aktivnega oglja. Aktivno oglje nase veže toksine in tako prepreči kakšen prebavni zaplet pri slabo pripravljeni rizični hrani, kot je morska. V opisu spodaj najdeš link do spletne strani za naročilo, s kodo PS20 pa dobiš še 20% popusta. Da bi malenko zamikali, da bi šla na zelo znan Patong Beach, prestolnico nočne zabave na Phuketu s klubi, razigranimi množencami, vendar sta upokojenca v nama protestirala. Tisti, ki se bližate 30 ali pa ste že tam, boste razumeli. Sva pa tretji dan izkoristila za še eno dogodivščino. Obisk filmske lokacije James Bonda z vmesnimi postanki. Danes sva se odpravila na celodnevno ekskurzijo in v bistvu gremo na speedboat, cel dan nas vozijo s čolni, sva pa trenutno na zelo znani lokaciji James Bond Island. Zdaj vam bova samo na hitro pokazala, kva vse smo si pogledali, pa malo voiceovera bo čez, ker je nenormalna gužva. Tako da pejmo si pogledati. Prvi postanek na James Bond ekskurziji je bila tako imenovana jama sladoleda, Ice Cream Cave, kjer je vrhunec ogleda stalagmit, ki izgleda kot topeča se kepica sladoleda.
Iskreno, za nas Slovence dokaj podpovprečen ogled. Glede na to, da smo navajeni na lepote, kot so Postojnska jama, Škocjanske jame, Planinska, no, saj vidite, kam merim s tem. Takoj zatem pa že ogled slavnega otoka Kotapu, filmske lokacije James Bondovega filma The Man with the Golden Gun. Otok je del večjega območja Phang Nga Bay, ki ga krasijo te res nenavadni otočki. Gre za ogromno kraško področje, ampak kaj več o tem v vlogu pokrabil naslednjič. James Bonda so snemali leta 1974 in verjetno si ga večina izmed vas ni nikoli ogledala, tako da spustiva nekaj klipov iz filma. Otok je služil kot vilinski brlog glavnega nasprotnika gospoda Scaramanga, ki je tu planiral svetovno dominacijo. Ta najbolj famozna skala pa je služila kot ogromna solarna celica za napajanje celotne baze. Čeprav je v filmu prikazano, kot da je baza znotraj jame v skali, pa v resnici ni na otoku nobene jame. Premaknimo se naprej. Odpravili smo se na umeten otok, kjer nas je čakalo kosilo. Ste pripravljeni na tajske benitke? Prišla sva do otoka Panje in to je v bistvu 100% muslimanski otok. Je pa zelo zanimiv, ker je v bistvu mesto oziroma vasička bila narejena na vodi. In kot lahko vidite za mano, tele otroci dejansko igrajo fuzbal na vodi. Imajo pa zelo zanimivo pravilo, otrok, ki brcne žogo v vodo, jo mora iti pa tudi sam iskat. En punčov umesen komentar. Jaz ne vem, kako so fuzbal igrali v Logatcu, ampak vsaj na Gorenjskem je bilo to standardno pravilo. Torej, ki nabija žogo v 3 krasne, gre tudi po njo. Tako kot je bilo nenapisano pravilo, da v koncu igre ne odloča zadetki in vse to, ampak odloča tisti, od katerega žoga je. Ker ko ga je mama poklicala na kosilo, se je zabava končala. Tukaj za mano se mogoče veliko bolj vidi, kako so te hiške postavljene. Se pravi, zelo podobno kot v Benetkah na teh kolih. Question, how do they make electricity here? Electric, under the sea from the mainland. Mi smo se tukaj zdaj ustavili na kosilu, ampak imaš pa poln teh uličic z raznimi trgovincami in podobno. Naslednja točka na agendi je bil sprehod s kanuji med temi majhnimi špičastimi otočki. Dobra stvar pri vsem tem je to, da ti ni treba veslati, ampak je v ceno vključen tudi veslač kanuja, ki te ponese povsod okoli. Ponč, se mislim, nam jaz mogla veslati? To pa ne. To je pa lušten. Se pa spodobi, da mu na koncu daš nekaj napitnine. Med ogledom si ogledaš nekaj naravnih kamnitih struktur, nekaj lepih lokacij in se pelješ skozi manjše jame. Celotna ekskurzija se nato zaključi na enem od rajskih otokov, kjer si končno lahko privoščiš pivo ali koktajl. Predtem je namreč to prepovedano. Poleg tega se lahko tudi kopaš ali odločiš za enega od ekstremnih vodnih športov. Pot nazaj nam je izredno popestril naš zabavni vodič, ampak kakšna stvar mora pa ostati tudi ekskluzivna za člane najinega kanala. Dodatna vsebina je le ena od prednosti, ki jo imajo člani, tako da te vabva, da naj jo podpreš, postaneš član najinega kanala in si ta del skupaj še z ostalimi prigodami ogledaš v posebni ediciji vloga. Zapuščava Phuket, ampak s tem se najino raziskovanje Tajske ne končuje. Namreč v naslednjem vlogu si bomo pogledali ene prave skrite bisere Tajske. Glede na to, da je bil Phuket zelo turističen, sva sklenila, da poiščeva še kakšen neturističen otok. Kam misliš, da se odpravljava? Napiši svojo predikcijo spodaj v komentar. Naj ti bo tole ozadje majčken namig, kje bova naslednjič v naslednjem vlogu. Tako da narod se na najin kanal, da če se ne zamudiš, povšečkaj in zdaj nam ostane samo še ena stvar. Bye, Levnaka! Ja, pa zdaj si zajebo. Ti si kap ali pa krap.
Te potovane že to poslušam, ker sporoča v tajščini, da gre za žensko. Bajlevna K je za ženske. Ja, bajlevna karabe pa za moške. Dajva ponoviti še enkrat, no. Bajlevna. Bajlevna.